Zdaj bom govoril o referendumu o malem delu. Zakon o malem delu, ali pa je že, ne? V nedeljo bo referendum. Zdaj se pač večina ljudi sprašuje, ali bi šel na referendum, ali ne bi šel, ali pa bi sploh, ne? Se ni važno, zdaj bom jaz mojo perspektivo, ki jo skušam izoblikovati v perspektivo, v stališče zdrave pameti, common sense po angleško. Torej, če pogledamo, kaj je na tem referendumu se gre o zakonu o malem delu, ki poskuša pač to in ono. Skratka, cilj zakona je, da bi država imela več denarja, ne? Zdaj, tralala hop zasa, cilj pač tega je, da bi država imela več denarja. Zato pač uvaja zakone, podobne, pač razne in med drugimi to malo delo, tralala, ne? Pod raznimi predvezami. No in zdaj to se ljudje sprašujejo verjetno, ne, nekateri, če je to rešitev ali ni to rešitev, ne. Meni se sprašujejo, kaj bi bila boljša rešitev, no. Jaz vam bom zdaj najprej povedal, da to ni rešitev nobena za nič, ne. To je mogoče samo, v najboljšem primeru je to podaljšanje muk sistema. V glavnem pač sistem, tak kot je, kapitalizm, je pač temelji logično na denarju in denar temelji na dolgu, ne. Ves denar, ki obstaja, izvira iz dolga. Se pravi, tudi Slovenija kot država je dolžna neki banki ogromne, enormne količine denarja, še večje, kot jih pač sploh se nahajajo, ne, v naši državi Sloveniji. In tako je tudi vsemi drugimi državami. In potem se politiki hočejo nekako podaljšati obstoj tega kapitalističnega zlorabljajočega sistema, ki temelji na zlorabljanju sočloveka in narave v egoistične pridobitniške namene iz stališča egoizma, ne, se pravi, vsak človek ali pa mogoče kdaj skupina ljudi gleda na to, kako bojo čim več dobička, denarja pridobili. Pri tem pa seveda se uporablja principe laganja, reklame, vsiljevanja, posiljevanja, brainwashanja oziroma pranja možganov, hinavščine, izkoriščanja, se pravi zlorabljanja, ne. Vsi takšni raznorazni principi, ki očitno niso najboljši za vse, a ne? A ne? A ja, aha, no. In zdaj, dobro, ne, večina ljudi niti tega ne zna najbolj si razjasniti, ne, da je to pač tako, ker iščejo raznorazna upravičila, zakaj bi tako mogli biti, ne, pa zakaj je tako dober, da je, ne, pač tekmovalnost in tako dalje, ne. Ampak to je vse larifari, ker pač, to je tako, ne, če v življenju piješ skozi, ne vem, slano vodo, pa se ti zdi to v redu, ne. Pa če še nikoli nisi probal sladke vode, pač misliš, da je slana dobra, ne. In da nič boljšega ni in da boljš tak ne more biti, ker še pač nisi nikoli nič boljšega videl, ne. No, večina ljudi pač niti nič boljšega se še ni zanimali za kaj boljšega, tako da pač to je, mislim, takšna neka upravičila banalna, zakaj bi naj tako bilo, pa zakaj tako dobro, to je...
jaz predlagam ljudem, ki to opravičujejo ta sistem ali karkoli, da se pač zdržijo teh pripomb, ker se v bistvu se usmešijo, ne, ampak to tak nima veze, ne, mislim. Nima to nima. S tem kažejo pač na kaki stopni so miselni. Kar niti ni slabo, ker se jim pač da na nek način, mislim, potem se ve, vsaj jaz vem, ali pa kdorkoli že, kako jim lahko asistiram, da bojo prej dojeli določena dejstva, ki jih zdaj še niso. Torej, kaj je pa rešitev, kaj je boljša, kaj je dejansko rešitev, ne? Ker to referendum o malem delu in zakon o malem delu, to je ena banalna zadeva, ki ni nič, ne? To je tako, kot če si zlomiš nogo, pa se še sicer drži, ne? Ampak bo vsak cajt stran padla, ne? In pa pač ti z enim povojem to, pa z nekimi flajštri malo čez limaš, ne? Pa upaš, da boš še en cajt živel, ne? Čeprav že pač, ne? To je to. Iz upanja to delaš, ne? Ker upaš pač, da boš še živel in si megliš pred pač realnostjo, ki je takšna, da pač ne boš več dolgo živel, ker boš izkrvavel v kratkem, ne? No in to isto delajo politiki. Politiki niso nič posebnega, ne? So tako ljudje, glih tako, kjerkoli drug človek in pač kriviti politike za karkoli je neumnost, oziroma, umnost. To je ena velika umnost, ki nima pomena, ne? Torej, boljša rešitev je enakovredni denarni sistem, ne? Ker rešitev, če hočeš ti res, če imaš ti iskren namen popraviti nekaj, kar je narobe, ne? Kar ni najboljše za vse v tem primeru, potem moraš odpraviti, tudi če si samo iskren, ne, veš, da moraš popraviti vzrok problema, ne? In problem tukaj glavni je cel monetarni sistem, ker pač temelji na teh zadevah, ko sem jih prej naštel. No in prva stopnja sistema, ki bo to odpravila, je enakovredni denarni sistem. In si lahko greste in pogledate, kaj to sploh je, na equalmoney.org. Veliko ljudi piše prispevke in imate pojasnila in razne zadeve. Skratka, ta sistem bo ljudem omogočil, da bo vsem ljudem omogočil enakovredno življenje v zelo širokem smislu. Ne bo nič kaj strašno drugačen, praktično drugačen, kakor je ta zdaj, ne? Ampak bo imel pa bistveno spremembo in to je izhodišče sistema bo popolnoma drugačno, ne? Zdaj izhodišče kapitalizma dolg, ne? Ni denarja brez dolga. No, v tistem sistemu, enakovrednem denarnem sistemu, bo pa tako, da bo v bistvu bodo dve vrsti denarja. Prva bo brezpogojni dohodek, ki bo za vsakega človeka enak in bo vsakemu omogočal enakovreden dostop do hrane, elektrike, stanovanja in čisto takih osnovnih zadev, ki jih vsi potrebujemo za dostojno življenje, ne? Potem bo pa še druga vrsta denarja, ki bo pa recimo delovni denar, karkoli že, ki ga bo vsak zaslužil z delom, tako kot zdaj. Bo pač ta razlika, da bojo vsako delo bo plačano na uro in enako, ne? Se pravi, direktor ne vem kakšnega podjetja bo s tem, ko bo delal 1 uro,
si zaslužil 1 uro dela, ne? Tako kot recimo rudar, ki bo za 1 uro dela zaslužil 1 uro. In to je to. 1 ura dela, ker smo vsi enako vredni in ker brez direktorja firma ne more učinkovito delati, ravno tako kot brez delavcev ne. Ravno tako kot brez kuharc ne in čistilk in tako naprej. Recimo, ne, vsi smo enako vredni in če nekoga ni, ki je potreben pač, potem ni učinka ta pravega, ne. Seveda, zdaj to, zaenkrat se to ljudem zdi strašno utopično ali ne vem kaj, neumno mogoče, ampak pač to ne bo problem, ker se bo z preobrazbo ljudi in z praktičnim zgledom pokazalo ljudem, da je to pač najboljše za vse, ne. Ja, to je to, spravi, to je moj prispevek ali pa karkoli že glede referenduma in zakona o malem delu, ne. To je lari-fari, to ni nič, ne. To ne bo nič popravili, če ste dejansko zainteresirani za učinkovite rešitve, ki so najboljše za vse dejansko, potem si poglejte enakovreden denarni sistemi, kolmani.org in prispevajte in ga podprite s svojim glasom. To je to, hvala lepa.